Živijo punce, a ste kdaj tudi vi imeli enega tistih dni, ko ste res same sebi sitne, ko vam vsi okoli grejo na živce, ker veste, kaj bi sama, ko vidite samo 100 stvari, kaj jih morate narediti? Pa me razumete v tem trenutku. Ok, danes je en tistih dni, ko res samo pri sebi čutim, da je neki narobe energije in vse, ampak, ker sem si postavila svoj urnik tako in imam določene stvari, kaj jih moram narediti, pač ni časa za piti party. Bomo že kak drugi dan, ko bo spet tako pršalo, takrat izkoristili čas. Torej, o čem sem nas sploh želela spregovoriti? Nemalokrat dobim vprašanja glede relationshipa, glede moje, kaj delam, kako to, tisto, tretje. Ker končko statistika dejansko veste, da z mojim partnerjem nismo nekaj dolgo skupaj, časovno dolgo, ampak že živiva skupaj, že funkcionirava kot dejanska družinica z našimi mački. In nemalokrat dobim vprašanje, kako to sploh funkcionira, kaj jaz mislim, da je v redu, kaj da se pazi pri relationshipih in tako. In danes ena stvar, kar je nekaj klišejska, bom povedala svoje perspektive, ker se mi zdi, da kljub temu, da je to klišejska, če govorim svoje izkušnje, vseeno vedno mislimo, ja, se to je pomembno in to je to. Dejansko nikoli pa je ne vključimo v svoje razmere. To se ne gre samo za partnerstva, lahko tudi za prijateljstva, za odnose z družinskimi člani, za vse odnose, kar imate v življenju v bistvu. Gre se pa torej za komunikacijo. Kjer od vas, kolikokrat smo že slišali, da je komunikacija pomembna? Lahko zdaj, če bi šla vsake po vas, bi rekla, da 100krat na dan sliši, da se konstantno vsi e-maili in Facebook članki in tam in tretje povsod je samo komunikacija. Tudi jaz sem tako isto razmišljala in lahko rečem, da kljub temu, da sem to razmišljala, kljub temu, da sem tudi v preteklosti imela ob sebi partnerje, ki so mi to konstantno govorili, ker sem mi stalno vedela, da jim povem, če gre kaj na živce ali karkoli, sem pač bila ženska. Vedno sem si govorila, ja, kaj je narobe, ja nič. Ja, kaj je narobe, nič. Kaj je narobe, nič. In to sem toliko časa držala v sebi in toliko se je to stopnjevalo, da slej ko prej, vem sama pri sebi, slej ko prej sem nekako naredila blokado in so in čustva izginila in razumevanje in dejansko nisem več imela tega kontakta s tisto osebo. Zato, ker tista oseba si je želela izboljšati stanje, pač ni vedela, ker niso jasnovidni, ni vedela, kaj si je želim, jaz sem pa to stalno si ponavljala v glavi in sem mislila, jaz sigurno to delajo za nalašč. Ampak če oseba ne ve, kaj dela, kako lahko to popravi? Ja, potem pa pred kratkim. Par mesecev nazaj zdaj bo zelo sedla zadeva, sem tudi jaz pač imela eno, ne krizo, ampak dilemo, kaj narediti, glede tega. Sem se bila s coachom enim v Ajdošnji, kar mislim, da mi je glede ne vem koliko zadev spremenil pogled na vse in mi je tudi odprl nove svetove. A ja, pa če imam malo čuden glas, malo sem prehlajena. In ja, kar mi je bilo najpomembnejše, so govorila in o financah, in o delih, in o blogu, in o vsem. Ko sem prišla do teme o relationshipu, sem jaz obstala. In rekel, ok, tukaj vidim, da je neka blokada, da je nekaj, povej mi, kaj je. In zdaj lahko govorim o tem, zaradi tega, ker jaz sem razrešena, ker zdaj vem, kako se bojevati s tem. V tistem trenutku pa se mi zdi, da sem doživljala nekaj, kar ogromno punc doživi, tako da zato hočem to deliti to z vami, ker mogoče tako je, pardon, Buki, tako je on meni pomagal, ta coach, da bom lahko tudi jaz z vami. In sicer, kar mi je najbolj naredilo to spremembo, je bilo to, da mi je rekel, ok, kaj ti ni všeč pri vajni zvezi, oziroma če se si želiš več, oziroma manj. Jaz sem razmišljala in seveda vsak ima, v vsaki zvezi je nekaj, kar pač noben človek na tem svetu ni odlitek tebe. Zelo tega pa še sam si v tem trenutku totalno drugače, ko sem včeraj. Če pogledala sem včeraj, ko sem bila razpidirana, pozitivček in ko sem danes sita in tečnarim in sama sebi grem na živce, totalno dve različni osebi. Torej, če si ti lahko v 24 urah tako drugačen, pa misli, kako je lahko šele druga oseba in kako je to walking on eggshells, če sta dve osebi skupaj. Torej, jaz pa vem, kaj me matra in vse to in reče coach, aha, zakaj mu tega ne poveš? In zdaj mislim, da se lahko dosti punc poistovetim tudi fantu s tem. Moja reakcija je bila, ja, pa se bojim, da če mu povem, da pač poteni. Je mogel prav vleč z mene, ker veste, pač mi ne radi govorimo o tem zaradi našega ponosa in zaradi tega, ker mi smo najboljši, mi smo samostojni, mi nobenega ne rabimo. Jaz sem sama svoj človek, pač ker se sami prepričujemo o nekaj, kar bi radi bili, ampak dejansko si sami ne verjamemo. Ampak
Potem sem prepričevanju, jaz rečem, ja, pa nočem povedati zaradi tega, ker me je strah, da če mu to povem, da bo šel ali pa da bo rekel, ja, lej, če tega ne moš prenesti, pač tu nima kaj delati in je to. V tistem momentu meni naredi klik. V tistem momentu mi je rekel, vse, kar mi je mogel reči, je rekel, aha, ampak to, ko je zdaj stanje, ti pa ni všeč. V tistem momentu je meni naredil klik, kar sem ga delila zdaj tudi z nekoliko prijateljicami in vsem in kar mi je pokazalo, zakaj je dejansko komunikacija pomembna. Torej, jaz sem bila pripravljena biti v zvezi oziroma v partnerstvu z osebo, kjer mi ni bilo všeč, kako se počutim ob tej osebi, ni mi bilo všeč obnašanje, pač en aspekt whatever. In sem bila zaradi tega, ker je bilo pa comfort, ker je bilo pa znano, sem bila pripravljena tisto eno stvar raje ignorirati, kakor pa da bi se soočila in ali bi se stanje izboljšalo, ali pa bi prišla na prvotno točko, kjer sem bila sama s sabo. To je zdaj še en drugi pomemben aspekt, kar sem hotela govoriti z vami. Že večkrat sem poudarila, zakaj je tako pomembno, da ste sami s sabo in kako tudi jaz se dejansko še vedno učim to, ker jaz sem zelo socialen človek, ker se vidite, da stalno govorim, da se rada sem okoli družbe, da rada spoznam nove ljudi. Ampak glih zaradi tega mislim, da je pomembno, da si sam s sabo. Ne samo zaradi tvoje osebne rasti, zaradi tega, ker se spoznavaš, ampak tudi zaradi drugih ljudi. Ker tisto momentu je meni naredil, ker sem nekaj tisti klik. V meni je bilo, ok, zdaj imam odločitev. In naj vam povem, tudi vam bom že zdaj povedala, kako se razrešila. Po coachingu, jaz sem imela coaching v Ajdovšni, moji so pripeljali mojega v Ajdovšno in pa smo šla skupaj v Maribor. In od Ajdovšne do Maribora oziroma že do Ljubljane sem jaz samo ven letala, kar je. Ker pač to je tisto, ker ženske rade zadržujemo, ampak ne, Bertiš, ja, vstavimo to, povejte ven. In zato vam hočem povedati, zakaj je fajn, da to date ven. Kadar se vi zavete, da same s sabo ste lahko, da ste poln človek, da veste, da ste sozveste. Jaz v tem trenutku sicer zelo si želim, da si to ne bi zgodila, ampak v tem trenutku, zdaj dobim sporočilo, fanta, konec je. Ok, hudo mi bo, pač, ampak bolj bo hudo ego, kot pa samo meni, ker vem, da je mogel imeti nek razlog, da se to zgodilo, ampak je ono, ok, hudo mi je, ampak imam sama sebe, spet sem na prvotni točki. Sama s sabo sem že živela, vem, da sem cool oseba si, vem, da ne samo, da znam preživeti, ampak da se imam sama, fajn s sabo. Torej, dejansko bo vse šlo dalje. Ja, mogoče zdaj malo hudo, če ne drugega, če vse drugo odmisliš, če odmisliš čustva in vse, že zaradi tega, ker si navajen tega. A po drugi strani bom preživela. Je moglo se že tako zgoditi, če se je tako zgodilo, se je moglo zgoditi. Torej, punce, kar vam zdaj hoče, kar je point celega tega videa, je lih to, punce. Vem, da znamo biti trmaste in priznajmo si. Prva stvar, kar jaz si moram priznati. Kolikokrat v življenju je bilo kaj narobe, pa ko vas je vprašal, kaj je narobe? Nič. Kaj je narobe? Nič. In kolikokrat v življenju se je to zgodilo, zato ker ali smo šli pogledati kaj na Facebooku, ali smo šli odpreti mobitel, ali smo slišali od prijateljice, da so ga videli s kom, ali se je obnašal kot tele pred drugim. Kolikokrat je bilo nekaj najbolj neumnega, kar lahko, bom vzela primer kot kolegice, šla je pogledati Facebook pogovor. Pač babe smo babe. Odprla je Facebook, šla je pogledati Facebook pogovor. Isto sekunda je mene poklicala in je rekla, Roska, moram prijeti, to pa to so videla, piše si 100, pa 100, pa 100, pa 100, pa 100, pa to, ki piše. Jaz, pol leta nazaj, sem bila pred tistim coachingom, bila, prasec, ne bom povedala, sem mi že stran, pač tipična ženska. Zdaj, kaj bi moj odgovor? Sem rekla, aha, prva stvar, kaj imaš ti zadelati na njegovem Facebooku? A mu zaupaš ali mu ne zaupaš? Če ti že v startu dvomiš o čemrkoli, kaj delaš tam oziroma zakaj mu to ne poveš? Druga stvar, ok, a si slišala njegovo stran? Zraven tega tam je povedala punca, kaj je največji flirt, kar jo poznam. Pač ženska greva, je zvesta, 100% fantom, ampak ženska greva na kavo, bo flirtala z vsemi, kar jih vidi in ona mi je rekla, seka, no, oseba, Ana je dosti pogosto moj video, Ana, pomisli, kakaj si ti, da kadar na kavo. Si pomislila, da isto, kar je pisal ta tvoj fant, je tudi on tako se je zafrkal, je pač malo flirtu to innocent, ni nekaj resno mislil. A ja, to imaš pa prav, to pa bi res lahko bilo. Ampak zakaj si ti še vedno jezna? Ja, pa ker se tako in tako obnaša. Aha, torej se obnaša drugače, kot si pa ti navajena.
na kak način se obnaša. Sva razrešili, na kak način, kaj je bilo. Pa sem rekla, ok, zdaj pa ti, zdaj sva dali ven, spljuvala si ga, rekla si vse, kar je bilo z njega strani, zdaj pa si zamisli, kakaj si bila ti v vseh teh primerih. Kako si ti odreagirala? A si ti bila nič, a te je vprašal, kaj je narobe in si ti pač nisi odgovorila? Tako vam povem, v 99 primerih vse izvira iz nas. Lik danes sva imela z mojim, če ne veste, on je tudi zdaj začel z videi na njegovem Facebook profilu Matjaž Holc, lahko dobite njegove videe. In bo tudi v naslednjem videu videti, kako sem jaz dan sitna. On je začel snemati, del njegovega videa je nekaj smešno, kot reč pač, da zna biti tudi punca tečna in da se je tečna in tako. Sedela sem tam preko in sem takoj ratala sitna, tečna in sem in lih to je primer. Šele potem, kar sem se zavedla. Lahko bi jaz, zato ker imam slab dan, ker sem se zbudila očitno z levo nogo, ker je sonce ga ni, ker imam fraj dan in moram to narediti, bi lahko njega krivila, ja, prasec si bil, kaj si to govoril. Sem se pa še mislim, da sem v momentu zavedla, ok, zakaj si tako odreagirala. Sicer ja, v videu je pol prišlo fajn, sva tudi rekla, da bo opustila, ampak isto sekunda sem bila sama pri sebi, ok, a si ga želiš tako odreagirati, človek se je zafrkavil, kaj imaš ti pri sebi, da te je to tako zmotilo? V tistem momentu sem začela, čeprav on je mislila se trman, ker sem bila tiho, ampak sem začela sama pri sebi razčistiti. Ok, to te je prizadelo, zato ker se tudi ti sama danes počutiš tečna. In zaradi tega, ker je on samo bandal to, on je dal zafrkavanje, on ni mislil resno, ampak zaradi tega, ker si sama sebe dvomiš v sebe, ker misliš, da si tečna, te je to toliko prizadelo, si mogla komentirati nekaj. Tako da punce, ta video je šel sem, point je bil pač, da nekaj začnemo relationship, ker res ne moram vam povedati. Zraven beauty tem, kar veste, da so mi zelo všeč, že v tem, da se tudi počasi ven dajem. So teme v življenju zelo popularne, ampak tema v relationshipih ne samo preko kamere in da mi vi pišete preko Snapchata in Instagrama, v real life se mi zdi, da zadnjič je to občutek, da mi moje prijateljice kličejo, me samo kar rabijo na svet. Zato, ker se mi zdi, da dosti objektivno gledam na vse skupaj. Tako da ja, če imate tudi vi kakšno vprašanje, sva razmišljala tudi z Matjažem, da bi skupaj se usedla, pa naredila kak relationship Q&A, če vas kaj zanima z moške perspektive in pa ženske perspektive. Sva razmišljala, bi tudi to naredila, tako če vas še karkoli zanima, kar pustite to v komentarjih. Jaz grem danes v Ljubljano posnet z enim super človekom, ki ga morate iti follow, tudi na njegov seminar grem. 25. marca, vse vam bom tudi povedala, da on vse pove, greva nekaj posnet, ker prejšnji teden v sredo, torej en teden tega, sem bila na enem njegovem seminarju. In sva se toliko sem ga začutila, da sem šla takoj do njega in sem rekla, kdaj imaš čas, nekaj moral posnet skupaj, jaz si želim te imeti v svojem videu. Še to sekundo, čez 2 uri štartamo, še to sekundo, pojma nimam, kaj bova snemala, o čem bova govorila, ampak ja, danes grem to delati in ko mi čakam, da z vami delim, upam, da bo. Danes smo 1. Ta video bo najverjetneje postan za vikend, upam, da v prihodnji teden, nekje v začetku tedna, tisti video že gor, res zelo se veselim. Tako da, če imate kakršnakoli vprašanja, ker upam, da bo tudi v nadaljnjo še kaj snemala, če imate kakšno vprašanje ali za mene, ali za njega, pišite. Pa tudi tisti coaching, nekaj se vas je že javilo, nekaj se še dogovarjamo glede cen, kako bi pa kaj, ker pač odmišljam, če bi delala coachinge, da bi dejansko jaz hodila do vas, da ne rabite se vi voziti, ali pa vse kaj bližnje, večje kraje. Ampak če vas tudi interesira, pišite mi na alexandraroseblog@gmail.com. Za tisti event v Ljubljani, kar pa smo se menili, oziroma kar sem dobila idejo, pa punce z Ljubljane, kakšen je kak dober lokalček, kar se vam zdi, da bi bil pripravljen na to, da bi bil dosti odprt, ker sama priznam, da Ljubljane res ne poznam, če bi v Mariboru vedno bi šli v salon, ker ga obožujem in to je to, in se tudi lahko zmerila tam, v Ljubljani pa žal ne poznam toliko, tudi v Gorici bi vedela kam, Ljubljana pa bi rabila vašo pomoč. Tako da ja, punce, do naslednjič, jaz vam želim vse dobro, vas imam zelo, zelo rada. Upam, da bi bil ta video cool, da sem spet malo govorila in se vidimo drugič. Čau, čau!